Saudska Arabija spreminja, kaj uči svoje otroke, in to povzroča razburjenje. Nova analiza 136 saudskih šolskih učbenikov ugotavlja, da je bila večina vsebine, ki je veljala za sovražno do Judov in kristjanov, odstranjena. Izraelska organizacija Impact C pravi, da se učenci zdaj učijo o sobivanju, kritičnem razmišljanju in sočutju do manjšin, migrantov in ljudi z invalidnostjo. Celo stavek, da muslimani se nikoli ne bodo odrekli Jeruzalemu, je bil odstranjen iz učbenika arabščine za 11. razred, kar je razjezilo številne propalestinske glasove, ki to vidijo kot opustitev ključnega palestinskega vprašanja. Toda slika tukaj ni povsem jasna. Pregled pravi, da je jezik, ki Izrael prikazuje kot okupatorsko silo, še vedno prisoten. Torej, koliko se je v resnici spremenilo v saudskih učilnicah? In kaj bi te reforme lahko pomenile za prihodnost saudsko-izraelskih odnosov? Z nami je zdaj strokovnjakinja za Bližnji vzhod, Dalia Ziada. Dalia, kako pomembno je, da Saudska Arabija iz učbenikov odstranjuje stavke, kot je muslimani se nikoli ne bodo odrekli Jeruzalemu? Razložite nam to, prosim. Hvala, Nataša. Vesela sem, da sem z vami. Zelo zanimivo je in rekla bi, da je tudi zelo pogumno, da so ta korak naredili zdaj in ga niso še bolj odložili. Na dnevnem redu saudske vlade je vsaj od leta 2017, da izvede reforme v družbi in izobraževalnem sistemu, predvsem v izobraževalnih gradivih. Videli smo jih, mislim, okoli leta 2022 do 2024. Naredili so temeljito prenovo besedil v učbenikih, na primer poveličevanje nasilnega džihada ali pa demoniziranje drugih verskih skupin, ki niso muslimani, kot so kristjani in judje in tako naprej. Vendar pa se je tokrat zgodilo nekaj zelo izjemnega s to reformo, saj so spremenili dojemanje Jeruzalema, ki je, kot veste, vedno veljal za nekaj zelo osrednjega. Osrednji del konflikta med muslimani in Judi na splošno glede Jeruzalema, saj vsak trdi, da pripada njim. Seveda je na muslimanski strani to velika lažna trditev, ki je vlekla muslimane v izraelsko-palestinski konflikt. Muslimani na splošno, 2 milijardi muslimanov po vsem svetu, v ta konflikt. Torej, če bi Saudska Arabija, kraj, kjer se je islam začel, dejansko in nekako mati muslimanskega sveta, zdaj pravi, da Jeruzalem pravzaprav ni. Ta stvar, za katero se moramo boriti, to je ogromno, to bo veliko spremenilo. Plast muslimansko-judovskega konflikta, ki prekriva izraelsko-palestinski konflikt. Prav, ali te spremembe po tvojem mnenju nakazujejo, da Saudska Arabija poskuša pripraviti mlajšo generacijo na manj sovražen odnos do Izraela? Deloma ja, vendar je največji del tega pripraviti nove generacije v Saudski Arabiji, da bodo bolj odprte za druge kulture. Kot del vizije 2050 prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, da odpre svojo državo za tuje naložbe iz zahodnih držav, podobno kot v Združenih arabskih emiratih, na primer, torej zato, da se to zgodi, morajo biti ljudje nove generacije pripravljeni sprejeti ljudi iz različnih okolij. Vendar pa tudi na drugi strani vedno moramo imeti v mislih, da gre celotna regija v smeri vzpostavljanja dobrih odnosov z Izraelom. Vidim to kot neizogibno, ne glede na to, ali se bo zgodilo čez 2 leti ali čez 20 let. To je neizogibno in Saudska Arabija ter druge arabske države to zelo dobro razumejo. In prepričana sem, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da se pripravijo na ta trenutek, ko bodo lahko naredili ta korak in rekli, normalizirali bomo odnose z Izraelom in priznali Izrael kot avtohtoni del Bližnjega vzhoda. Hkrati Saudska Arabija še vedno priznava palestinsko vprašanje in seveda rešitev 2 držav. Kako mislite, da kralj oziroma kraljevina na koncu skuša uravnotežiti ti 2 sporočili? Mislim, da je ravnotežje tukaj zelo zanimivo vprašanje pravzaprav. Ker ljudje mislijo, da vodstvo v Saudski Arabiji skuša uravnotežiti ali zadovoljiti domače občinstvo. Ne, to ni tako. Skušajo zadovoljiti širšo arabsko občinstvo. Saudska Arabija je trenutno dejanska voditeljica arabskega sveta, vsaj od arabske pomladi, ki je oslabila Sirijo in Egipt.
ki sta bila takrat glavna stebra arabskega sveta. Tako, Saudska Arabija s tem poskuša zagotoviti, da ne bo izgubila svojega položaja v arabskih državah. Kot spoštovani voditelji Arabcev, če opusti tako imenovano palestinsko vprašanje, ki je bilo vedno osrednjega pomena za arabsko dojemanje in pogled na svet. Mislim, da se Saudska Arabija s tem poskuša soočiti, vendar pa njihova domača javnost, ljudje v Saudski Arabiji, so najmanjša skrb, saj je Saudska Arabija na koncu koncev monarhija. Ima to plemensko kulturo, družinsko kulturo, kjer ljudje običajno sledijo vodstvu brez kakršnega koli močnega nasprotovanja glede zunanje političnih vprašanj ali podobno. Tako da ja, upam, da bo to pripeljalo do pozitivnega odnosa med Saudsko Arabijo in Izraelom ter več miru v regiji v prihodnosti. V redu, Tali, najlepša hvala, da ste se nam pridružili. To je res fascinantno. Mislim, da bomo morali počakati in videti, kako se bo vse skupaj odvilo in kaj bo to pomenilo za prihodnje generacije.